krajine, cvetja, portreta in avtoportreta so vsebinski označevalci barvnega dogajanja, ki je v delih Lučke Falk najbolj izpostavljeno in najbolj prepričljivo. Njena platna ne posredujejo vznemirljivih pripovedi, pač pa očitno veselje in uživanje v izražanju z barvo in njenimi senzacijami. Barva je nazorn prevodnik čustvenega in čutnega pola avtoričine osebnosti. Ustaljeno izbran kolorit, ki temelji na uporabi primarnih barv, nam razkriva instinktivno ali zavestno odslikavo slikarkinih razpoloženj in zaznav, vpetih v ritem življenjskih nasprotij. Tako si melanholična potrtost, ki jo sugerirajo zamolkli toni, podaja roko z optimistično vedrino, izraženo z žarenjem čistih in odprtih barv. Pogledi na tršate vrbe, na mehko zaobljene griče vinorodne svečine z vegastimi hišami in z drevesi, ki se pnejo proti nebu, ali pogledi na preprogo tulipanov in živahnih cvetnih šopkov dokazujejo, da je narava za slikarko brezmejna posoda inspiracije, iz katere zajema najraje. Svojo pozornost ne namenja le mogočnim, marveč tudi drobnim segmentom naravne živopisnosti, kar pojasnjuje slikarkin odnos do naravne danosti. Ta se giblje med spoštovanjem njene različnosti in občudovanjem njene popolnosti. Diktatu čustvenega dojemanja in izpovedovanja se morajo podrejati barve in oblike, ne da bi bile nujno zavezane skladnosti z izvornim motivom, ki je avtoričino doživetje sprožil. Ploskovito poenostavljene forme prepoznavnega sveta, ki koreninijo v bližini fovistične in ekspresionistične izkušnje, prehajajo povsem organsko v likovni nagovor asociativne abstrakcije. Pri tem doživljata krajinska in cvetna motivika drzneša preoblikovanja, saj že po svojem značaju dopuščata večjo možnost abstrahiranja detajlov in večjo svobodo preformuliranja celote kot portret in avtoportret, ki morata v osnovi ohranjati in opozarjati na podobnost z modelom. Naj se zdijo nekatere rešitve na prvi pogled še tako nerazpoznavne in oddaljene od realne pojavnosti, pa Lučka Falk vendar ni prestopila praga čiste nefigurativne izraznosti. Njeno ustvarjalno izhodišče je ne glede na motivne preoblikovanosti vselej povezano z določenim prizoriščem, osebo ali dogodkom, ki jih prepoznavamo kot refleksijo izbranega krajinskega izreza, cvetnega aranžmaja ali spomina na nekoga. Slikarstvo Lučke Falk ni brez metjejskih nedorečenosti, vendar te zbledijo ob navalu silovite čustvenosti, ki nas vodi skozi vzdušja hedonistične sproščenosti, otroške prostodušnosti in žalobne depresivnosti v intimo osebne izpovedi. Zahvaljujem se Zahvaljujem se gospe Milojki Kline, kustodinji iz salona Rotovž, za uvodne besede in za kritiko. In ob tej priložnosti bi se rada še zahvalila vsem, ki ste danes prišli v tako velikem številu, vsem prijateljem, vsem kolegom iz službe, vsem znancem in vsem neznancem. Istočasno pa bi se rada zahvalila Pokrajinskemu muzeju, ki mi je dal na razpolago te imenitne prostore, kolegom iz Pokrajinskega muzeja, ki so mi pomagali pri postavitvi te razstave. Posebej pa se moram zahvaliti sponzorjem, ki so mi seveda finančno pomagali, da je ta razstava zagledala beli dan. To je Fine iz Maribora, to je Partis iz Slovenske Bistrice in imenitna ekipa Media Mix iz Maribora.
Vabim vas na kozarček.